Zadnje tedne se pa veliko pogovarjamo o politikih, ki jih ustavlja roka pravice. Novembra lani pa smo govorili o ministru, če se spomnite. Na poti domov sem po 2. uri zjutraj imel zanimivo novo izkušnjo. Ja? Ste videli? Minister živi čist v drugem svetu kot navadni državljani. To je za njega nekaj novega in zanimivega. No, kot se je te dni izkazalo, ministrova zanimiva prva izkušnja ni bila naključje, ampak čisto prava zaseda. Kot kaže, je skupina policistov ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju lani jeseni res pripravila zasedo, kot je že takrat sklepal tudi minister. Ministru Koprivnikarju se na tem mestu opravičujem, ker mu nismo verjeli. Se opravičujem, moja napaka. Ampak, v moj bran, politik ste. Verjet politiko je, kaj verjet Wernerju, ki ti razlaga, koliko CD-jev je prodal. Ne mi zameriti. Šlo je torej za načrtovano akcijo, pa so policisti delovali sami, je mogoče pri tem sodeloval tudi kdo drug? Dopisovanje je javnosti razkril policist, ki je izkoristil nepazljivost enega od sodelujočih in fotografiral spletni pogovor. V njem je sodeloval tudi predsednik sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič, ki je preostalim posredoval fotografijo ministrovega BMW-ja. Opa, kriminalka. Petrovič je resno vzel svoj položaj in se obnaša kot sindikalisti v starih časih. Delodajalec pometa s tabo, ko pa zdaj? Še dobro, da smo policijska država. Ej, policaj, daj da malo batin. Policisti so se dejansko na Facebooku pogovarjali o batinah. Sem blizu, ko bom dosti nabit, ga grem pretepat. Da si šel take stvari pisati, si bil dosti nabit, ja. Pa zabit tudi. Tudi zabit si bil. Zabit. No, zabit. Pa smeško zraven. In to psihopatski smeško. Mislim, kaj je to? Policijo danes. Nabijajo se ga, pa šli pa kar minister prefukati. Pa ste policaje, ste čefuri. Kaj ste? Sploh pa, ne se zajebavati s Petrovičem. On je že leta 2014 Bratuškovi napovedal vojno. Jaz bom z svojim pooblastili predlagal svetu izvedbo najostrejših ukrepov, ki bodo prizadeli to vlado, katera nam je s temi ukrepi napovedala vojno in ta trenutek to vojno tudi sprejemamo. Mater, rabiš pol leta, da končaš stavek, stari. Policaji štrajkajo še vedno samo zato, ker Zoran ni uspel zmomljati, da je stavke konc. Zoran se gre vojno, kar me čisto spomni na... Of course you realize this means war. In kaj se je zgodilo potem? Mafiozo Petrovič jim je poslal sliko ministrovega Benflena, policaji pa so se dogovorili o postopku. Evo, s patruljo sem zmenjen, da gredo pogledat, če je BMW parkiran tam. V glavnem, navdušena sta nad idejo in če je avto tam, počakata do jutra, če je treba. Tu gre pa iskrene pohvale policistom, ki so še med štrajkanjem pripravljeni delati nadure. Ironija pa je v tem, da jim je isti tip ukazal, naj štrajkajo in naj delajo. Se pa odloč, Petrovič. Kaj? Pa bo Cmerar ukrepal? Na njegovega ministra so se spravili, jebela. Odzval se je tudi premier. Do jutri zjutraj zahteva natančno poročilo o dogodku. Navsezadnje iz spletnega pogovora razberemo, da so želeli zarotniki ustaviti tudi njega. Cmerar. Ne sam, da imajo tudi tebe na piki, še Cmerar te kličejo. Tle pa plus točke za policaje, je tako. Tle, bravo. Je pa res smešno, ko se odrasli policaji pogovarjajo smeškoti. Si predstavljate, isti policaji, ki vas vstavijo po opravljenem postopku na Facebook. Enega sem vstavil, smeško. Malo zgubijo avtoriteto. Čudno, da se niso vsega zmenili z emotikoni. Naslednji je Cmerar. Vsaj za varnostni pas, če že ne pije. Mežik. Sem blizu, ko bom dosti nabit, ga grem pretepat. Smejko. Srat me tišči, a lahko kdo drug gleda, kdaj pride. Lol. Pa je policaje kaj skrbel, kaj bo, če jih dobijo? Ampak boli nas kurac. Kaj nam pa lahko? Boli nas kurac. Ja, vem sem, Franci. Kaj imam tle? Franci, kaj imam tle? Značko imaš. No, boli nas kurac. Kaj nam pa morajo? Kaj nam pa morajo, če smo policaj?
In takim ljudem z urološkimi težavami mi damo pištolo. Kakorkoli, s tem razkritjem se postavlja vprašanje, kaj vse je še politični konstrukt. So kranjskega župana napili zamaskirani policaji? Ker zdaj pa roko na srce, kdo drug bi pa policaja klical Mucek, če ne kolega policaj? Kje si Muci? Muci? A veste, sem zdaj resno začel jemati grožnjo sošolca v prvem razredu, ki je rekel, ne se zabavati z menoj, moj ati je policaj. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.